Na glavnem trgu v Ljutomeru vse od 30. novembra poteka božična tržnica. Na njej se svojo raznoliko ponudbo izdelkov in pridelkov predstavljajo številni zavodi, društva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Najti je tako mogoče najrazličnejše božične okraske, venčke, sadje, zelenjavo, med in številne druge izdelke za praznični čas. Božična tržnica bo v Ljutomeru potekala vsako soboto do konca letošnjega leta med 9. in 12. uro. Poglejmo, kdo vse se je predstavljal na drugi božični tržnici v Ljutomeru. Naša krajevna organizacija Rdečega križa v Ljutomeru deluje že kar precej časa. Letos pa smo se odločili, da bomo sodelovali tudi na božičnem bazarju, se malo predstavimo, kaj naša organizacija počne, na kakšen način ljudem pomaga. Skuhali smo čaj, če koga zebe, si lahko tudi natoči. Imamo kape, topla oblačila, vse to, kar nam donirajo naši prostovoljci, ljudje iz našega okraja, da pomagamo eden drugemu. To je bistveno v našem kraju, da si lahko pomagamo. Na trgu v Ljutomeru se predstavljamo to kot društvo Medena kraljica v bistvu, ne? Ampak promoviraš tudi svoje izdelke Unikate Jozefin, ne? Ker ni ljudi, ki bi bili tu, pa pač mi malo popestrimo, ne, s tema zadevami in se malo to s tem obvadamo, pa šivamo doma po svoje. Ne. Pa ponujemo pa pač ročno izdelane izdelke doma, ker zdaj takšen čas božični bo, ne, počasi za darila, za tamale, ne, pa bo to verjetno kaj šlo. Prejšnjo soboto je bilo malo boljše, ampak upam, da bo danes tudi. Se ljudje zanimajo za vaše izdelke? Ja, vse kar zanimajo, ja. Ker zanimivo in je, ne naredilo iz zokljuntov mačke pa te zadeve, ne. Predstavljamo se z našim čebelarstvom, Rižnar iz Pristave, predstavljamo v bistvu 6 vrst medov trenutno in pa ostale dodatke, ki so v bistvu imajo dodatno vrednost, malo bolj zaranžirane, zdaj za božične praznike, kakšna darilca, kakšna mila s propolisom in pa kakšne čokoladice, lizike, tako da, ali pa v darilnih škatlicah vse spakiramo. Po čem ljudje najbolj posegajo? Najbolj posegajo v tem času po medu. Veliko se, vedno več se že podarja sedaj za praznike. Med v bistvu je praktično darilo in pa zelo seveda zdravilno. Katere stvari pa bi priporočili najbolj za zdravje? V prvi osnovi med seveda, kot je. Zdaj različno je tudi za diabetike, za vse tegobe so različni medovi. Bi lahko razglabljali v bistvu kar cel dan o tem, ampak ja, najbolj medno. Vidim, da nimate samo medu, ampak imate tudi sladice in sveče. Če nam opišete malo, kako to sploh nastane? Ja, zdaj imamo recimo praline, čokoladne praline z propolisom in pa lizike z propolisom, kar je v bistvu kuharska mojstrovina. Dodan je propolis, ki je odlično potem za grlo, najbolj za otroke, ker same propolis je pekoči in otroci ga ne morejo, v lizikah pa v čokoladicah pa je kar prijeten. Ne. Sveče pa se tudi vlivajo, sedaj so prazniki, svečke so aktualne celo leto, pa tudi ugodno vplivajo na naše telo in zdravje. Mi se danes predstavljamo z Razkriškega kota. Mi smo normalno doma z Gibine, imamo zelišča, kako zeliščno kuhnjo. Predstavljamo različne čaje, posamezne, mešanice, kako kdo hoče. Tudi po želji skupaj napravimo. Potem imamo tinkture, olja, mazila, ne vem kaj, vse vrste, kaj srce želi. To, kaj doma zraste na njivi, druge nič ne nabiramo. Na splošno priporočamo Ivanov čaj, naša šola z Razkrižja drugo mesto zasedla, so hodili na tekmovanje, imamo takšno malo diplomico. Ne vem, ljudje so zadovoljni, pridejo z avtobusi k nam domov, doma na Šafarsku imamo tudi, da se srečamo, kdaj avtobusi pridejo, da imamo nekšno ponudbo, prač predstavljamo občino Razkrižje. Imate tudi omake in še druge stvari, poleg čajev, kaj še? Omake, ščilija, potem imamo aronino marmelado in mi še delamo na stari način mlete gobe. So mešane gobe in to dajemo pač na koncu hrane, kak se aromo. Ja, to 5 minut pred, ko je jesti gotovo, se da notri, pa se potem malo posipa se. Je dobra aroma, pojurčka povsem. Vidim, da imate v teh malih
tudi prav posebna mazila. Ja, Če nam opišete, zakaj, kakšne vrste? Imamo meliso. Melisa je za izpuščaje, tudi kakor ognjičeva. Večinoma je to vse za kožo. In potem kostanjeva krema je za ožilje. To je tudi nasplošno za rane, za vse ognjičeva krema. Potem imamo gabezovo proti zlomu, proti utrginah, ali kako se reče, če se utresnete, da imate prave fleke. Nasplošno tako. Kako dolgo pa se s to obrtjo že ukvarjate, pa kak je povpraševanje po teh stvareh? Povpraševanje je pri nas doma slabo, zato ker vsak ima na vrti. Ko pridejo z Ljubljane, z večjih mest, tam imamo mi več tega, ne? Oni se bolj zanimajo, ker tega ne najdejo. Mi delamo to, ker imamo mešanice, pa imamo posamezne, da se lahko vsak doma nabere čaj, pa če mu kaj manjka, lahko pride k meni, pa se pri meni vzame. Tako nasplošno vsi ljudje nimajo vseh rastlin, ne? Če pa hoče kakšno mešanico si napraviti, pa si lahko zbere kaj. Smo iz zdravstvenega doma Ljutomer in danes se predstavljamo z bistvi za zdravo prehrano, ne? Ker ljudje premalo časa damo na zdravo prehranjevanje. Res je službe, stres in želimo tudi čim bolj približati ljudem, da je zdrava prehrana tudi dobra, ne? Ker veliko ljudi misli, da zdravo ni dobro, ne? Uporaba manj soli, uporaba manj sladkorja, polnozrnatih stvari, ne? Mislijo, da niso dobre, zato smo se odločili, da danes predstavimo zdravo prehrano in tudi približamo ljudem in jim dokažemo tudi, da je zdrava prehrana lahko tudi dobra. Fajn je, da uživamo čim več sadja, čim več zelenjave, polnozrnatih stvari, tudi mleko pa mlečne izdelke, da uživamo manj masne, da tudi omejimo sladkor, tudi sol, ne, in predvsem polnozrnate stvari, da dajemo poudarek na polnozrnate stvari. Danes smo se odločili, da tudi malo spečemo, da tudi lahko okusijo. Spekle smo rožičeve kekse, ker rožič je tudi kar zdrav, potem polnozrnate piškote z lešnikovim namazom, pa tudi pir in kruh, ne? Ker tudi vedno več ljudi uporablja piro, ker je tudi zelo zdrava, pa tudi krhlje, jabolčne krhlje smo pripravili, pa seveda božični čaj. Na božični tržnici še kot zdravstveni dom predstavljamo prvič, drugače pa se kar predstavljamo tudi drugod po zdravstvenem domovu, tudi gremo v lokalno skupnost, šole, tudi program Svit predstavljamo, potem tudi z spremembami na dojkah, tudi z drugimi stvarmi, ne samo zdravim načinom življenja, testi hoje, razne delavnice, ki jih izvajamo v sklopu zdravstvenih vzgojnih delavnic, ne, tako da se kar promoviramo. Meritve krvnega tlaka, sladkorja. Se vam zdi, da ljudje spreminjajo svoje življenje v zdrav način? Ja, se mi kar zdi, ne? Saj tudi referenčne ambulante so tiste, ki pripomorejo k temu, da jih malo ozaveščamo, jih spreminjamo, ne? Res je, da na začetku jih težko prepričaš, ampak ko vidiš, kaj so tiste slabosti, kakšna so tveganja, pa se da kar. Danes se predstavljamo z izdelki iz vrtca Ljutomer in vsak tandem oziroma oddelek je pripravil izdelke različne. Kakšne izdelke imate, kdo jih je pripravil vse? Pripravili smo vzgojiteljice iz vrtca Ljutomer. Imamo pa različne iz odpadnega materiala, iz papirja, razen za božično, ne? Dnes se predstavljamo pečemo langoš, pa imamo kuhano vino, pa čaj ponujamo, pa malo naše izdelke prikazujemo, drugače pa smo z turistično-kulturnega društva Bobenci. Čez celo leto imamo non-stop kakšne stvari, imamo tudi en projekt 2000 zlatih zrn, ki že 20 let poteka po celotni Sloveniji. Letos so sejali v Kobaridu, je bilo že v Zrečah, v Cankovi, Stelnici, Obdravih, Telčah, v glavnem v 20 krajih po Sloveniji. Imamo obdaritev ob Dedku Mrazu za male otroke, potem srečanje vaščanov Babinec. Pri nas deluje folklorna skupina Turistično-kulturnega društva Babinci, imamo pevsko skupino Moško pšenicni klas, otroško skupino, recitacijsko otroško skupino. Non-stop se nekaj dogaja, tako da imamo zadosti dela, radi pa se udeležimo tudi stojnic v Ljutomeru. Kateri so tisti vaši največji dogodki vašega društva?
Ja, nam največ pomeni to, da se folklorni skupino gremo vsako leto na kakšni folklorni festival v tujino. Bili smo že na Finskem, Švedskem, Bolgariji, Nemčiji, Belgiji, letos gremo v Črnogoro. Drugače pa so nam ogromno pomenijo ta druženja v vasi in s folklorno skupino in z ostalimi vaščani, pa tudi ostalimi člani našega društva, ki so z cele Prlekije. Se občani radi udeležijo vaših dogodkov, opažate, da jih je mogoče vsako leto malo več? Ja, Babinci so zelo majhna vas in ker nas je tako malo, je zelo težko dobiti ogromno obiskovalcev. V glavnem vsi, ki smo skoraj v Babinci, smo vključeni v družbo in kar se karkoli dogaja, smo vsi vključeni v delo, tako da nismo ponavadi mi gledalci, ampak smo udeleženci, sodelujemo, pač pomagamo. Tako vse pa kar vaščani radi odzovajo na naše prireditve. Tako kot podsod, eni ja, drugi pa ne. Pridejo pa tudi iz drugih krajev nas pogledati pa podpreti. Tudi folklorni festival prirejamo vsako leto. Letos smo imeli 8. bili prejšnji teden v Domu kulture v Ljutomer, tako so povabljene prleške skupine, festival folklornih skupin Prlekije. Glavnem je, skozi je živahno. Danes sem tukaj kot Enoteka Ljutomer. Predstavljamo pa se z kuhanim vinom, čajem in prleško gibanico, katero naša šefica tudi sama dela. V bistvu je sama vinoteka sestavljena iz prleških vin. Notri v naši vinoteki imamo okrog 25 ponudnikov. Dodali pa smo ji dodatno vrednost, se pravi imamo tudi prleško gibanico ali pa prleški krapec. Naša nova ponudba pa je sestavljena tudi iz kave in ostalih toplih napitkov. Katera vina so mogoče tista, ki jih ljudje najraje pijejo, ki jih imate tudi vi mogoče največ? Zdaj tako bi rekla, Prlekija je nekako dom šipona. Sami smo ga prodali tudi kot tak tujcem največ, ker promoviramo le prleško vino. Tako da ja, bi rekla, da kar šipon. Drugače pa so tudi ostale sorte. Mi smo kmetija Jana, tako kot piše, imamo svoj lasten nasad aronije, pa tudi kompletno predalavo. Imamo pa od čajev, sokov, sirupov, likerjev, žganja. V glavnem se ukvarjamo samo z aronijo trenutno še. Posajeno imamo 1 hektar je nasada, lastnega je zraven hiše, dejansko kmetije. Imamo pa, kot rečeno, od 100% naravnega soka, sirupa, zamešane z vodo, likerje, malo bolj ženske, malo bolj moške, čisto žgane iz aronije, marmelade, džemi, čaji, pa kakšna tudi darilca po želji skup. Predelujemo pa vse same. Je ekološka pridelava, vse skup, biocertifikat in res nobene kemije, nobenih umetnih konzervansov. Česa se ljudje najbolj poslužujejo, katerih pridelkov? Ja, najbolj se poslužujejo soka. Ker tudi sam sok je najbolj za krepitev imunskega sistema, zdravja, ker aronija vse te moderne tegobe uravnava, od sladkorja, holesterola, krvnega tlaka, preprečuje nastanka raka na črevesih, na jetrih posebej, razmaščuje jetra. Aronija ima ogromno zdravilnih učinkov, zato je tudi priporočena dnevni dan vnosa soka, je pol deci, ker se res pije samo za zdravje, to ni sok za žejo. No, tudi tekmujete na tekmovanjih in dosegate lepe priznanja. Kakšne so, boste še tekmovali v prihodnje? Ja, zdaj 2 leti zapored smo na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju dobili zlato priznanje za naš sok, ker samo sok smo pač dali na ocenjevanje in upamo, da bo ta letina 3. pol pride znak preverjene kakovosti Slovenije.